Mene v bistvu najbolj moti to, da ni te bolniške, ne? Pa potem ljudje radi rečejo, pa saj imate bolniško, ne? Po 30 delovnih dneh, to je 6 tednov. V Sloveniji jaz vidim, da ta stvar ne deluje. 500 evrov, jaz ne morem preživeti s 500 evri, niti osnov življenja ne pokrijem v Ljubljani. Tudi manjša posojila za ljudi v takšni situaciji bi bile zelo tako primerne. Mi nismo tradicionalno podjetje, mi smo zelo fleksibilni, pri nas je vse se da dogovoriti, skomunicirati. Dejansko mlad človek, če nima neke podlage finančne ali od staršev ali od koga drugega, žal res dela samo in izključno zato, da preživi. Jaz sem bila prejšnji teden bolna z virozo, cel teden sem imela hudo vročino visoko, nič, jaz sem delala. Meni ni problem se preseliti nekam stran iz centra in bom imel stroške manjše, če lahko delamo doma in efektivno naredim te stvari. Se mi pa zdi tu, da bi mogli delati bolj v tej smeri, ravno te fleksibilnosti. Zdaj, ali je to delo doma, ali je to delo v pisarni. V Sloveniji samo delamo. Tako narod smo, ja. Težko rečemo, bom jaz zdaj zadihal za 1 uro. Ne, slaba vest je. Ja, ves čas imaš ta občutek. Mi se nimamo časa kregati oziroma protestirati, ker moramo delati, tako da žal. In se mi zdi, da to je ključ tudi do tega, da so zaposleni bolj zadovoljni, ker ravno to imajo ta občutek, da imajo neko boniteto, da imajo neko možnost. Pri nas je ta efekt obratni, da ravno zaradi tega, ker pač ponujamo to neko fleksibilnost, vsi pridejo v pisarno, delajo v pisarni, ker je ta nek ekipni duh, ekipa je na enem mestu, skupaj gremo čez zmage, čez poraze.